Prejšnji teden ste v akciji spremljali Boštjana Romiha, ki nam je pokazal, da se prenavlja vse, od največjega do čisto najmanjšega koščka kombija. Nova 27. epizoda pa bo res nekaj posebnega. Takšne še ni bilo, garantiram. Živjo! Verjetno prepoznate okolico in plac, kjer se trenutno nahajamo. Pa tole, Birbuli vrtnico. Spet smo tukaj na kraju zločina, kjer se je lansko poletje vse skupaj začelo. Zakaj? Najprej, da nafilam rožico, no se zato bom imel še kar nekaj časa, in da vas na hitro popeljem čez vse, kar smo doživeli. Pred nami je neke vrste best of vrnitve odpisanega. Dobrodošli. Najprej skočimo v april. Ko smo vse skupaj začeli, nismo niti vedeli, kaj nas čaka. Ste opazili recimo, da v prvi epizodi je Peter Poles, ampak samo za nekaj sekund. Zakaj? Ker je prišel en teden prekmalu in smo hoteli najprej snemati 2 epizodi naenkrat, pa smo ga kar ponucali, ker smo rekli, ok, Pero, da nisi prišel čist zastonj. In seveda ni šlo vse tako, kot smo si zamislili, tako da je Pero bil samo toliko, da je obesil koledar, pa je bilo konc in potem je prišla Nina Pušlar. Živjo! A se kaj dela? Botrica našega projekta in svečano zarezala s fleksarco in odprla sezono prenove odpisanega. Potem je kombi izginil izpred naših oči. To je to, kar je ostalo. Sledilo je peskanje. Pero se je dejansko izkazal kot kralj peska. Čisto spontano se je oblekel v skafander in se lotil peskanja kot pravi profesor. Človek je zvaril. Peskane dele smo odpeljali začitati s temeljno barvo Helios, v delavnici pa se nam je pridružil Ciril Komotar, ki je prvič držal v roki švas mašino in bil je odličen. Ti daš po resnici bojiš, če smo ga še dvakrat česiti, ne? Na to so se zgodile neke vrste mokre sanje vseh, ki obnavljajo avtomobil in nimajo vsega. Verjetno ste videli, v kako ubogem stanju je bil naš kombi. In potem smo dobili sporočilo, da imamo na podstrešju v bližini Trojan eno celo streho, če jo potrebujemo. In seveda nismo mogli reči ne. Meni deluje vrhunsko. Ste opazili, da sva šla v Motnik pogledat streho oba s Tadejem? Tja sem pa prišel samo jaz, saj na kameri. No, zato ker je bil Tadej že prej tam, jaz sem se pa majčkeno zataknil pri knapih. Ava kaj spila, ti sam pogunci s kamero. No, ampak Tadej je šel naslednji dan iskat streho in še nekaj delov in vmes postal Komotar Tadej. Pa jo končno imamo. Ja, strehca, ja. Pa čist naša je. Pa tale super mašinca. Ko mi čakam, da jo testiram. Pa to klepa je, jaz bi jo kar božal. Zdaj pa v Trojane pokrofe, pol pa v Ljubljano. No, Ciril je to kopiranje, imitiranje takole pokomentiral. Tadej, Gentle Giant, jaz mislim, da ti toliko dobro vlogaš, ki jaz švasam. No, delo šiba dalje. Vsak, ki se je oglasil v delavnici, je pošteno zavihal rokave in skoraj vsak je dobil svoj kos. Tako da dele kombija poimenujemo po njegovem avtorju. Recimo, spoznajte Jelenov del. Jelenov kos. Jelenov kos. No, ta epizoda, ki je sledila, pa je bila meni najbolj smešna, ko se je Tadej spravil repat. Cik-cak, Matej Konaš, Košir je prepel, ker bi rada boli vas čeprej na cesto, bi zapel. Zakaj je repal? Ker je prišel na pomoč občasni reper in predvsem legenda smučanja Jure Košir. In glej ga, spet se je oglasil Komotar. Tokrat z darilom za Tadeja, s krofi. Tadej imel namreč rojstni dan. Se ne boš še veliko dobrega, predvsem pa kaj dobrega, ne, boš malo, da boš povedal. Samo moram cel plato povesti.
V delavnici CRC se je zgodilo že cel kup odbitih anekdot. Eni so takoj na ti z orodjem, drugi malo manj na ti. Med temi drugimi je tudi Tin vodopivc. Ampak se je fant res trudil. To se nikamor ne premika. Pa res sem dal vso silo. No, med obnovo pa sem jaz sam pridno raziskoval zgodovino našega kombija. Ste videli, da ima naš kombi kar nekaj strelskih lukenj? Pometek je nekomu šel čisto mimo glave, ker je bil prav prestreljen. Ok, potem pa je sledilo eno luštno srečanje, res luštno srečanje z vsemi podporniki Birbulija in s pivom, jasno. Moramo še kdaj ponoviti. A jedko, 2 punci in full fantov! Najbolj fletna epizoda pa je nastala takrat, ko sem bil prepričan, da bo šlo vse narobe, da bo vse propadlo, da me bo Ula Furlan skenslala in da epizode sploh ne bo. Zdaj Tadeja čakamo, da pride s tem hudim pick-upom in ful zamujamo in je ful drama, ker nam bo Ula ravno kar ušla in pol ne bo nič od epizode. Zdaj kao vse v redu, a veš. This is how you leave a girl hanging, ampak bolje pripeleš kao spomini za 14 let. No, ampak po samih komplikacijah na začetku, ker smo čakali, da so nam dostavili tega kultnega Forda, v katerem je Ula pri 15 letih snemala videospot Ljubljana Portorož Magnificom, se je punca odlično znašla v delavnici in ni rekla ne. To naj dvignem. Vidiš, se gre. Yes, we can! Ok, pol je pa prišel moment, ko je bilo že jasno, da nam ne bo uspelo pravočasno narediti kombi. Enostavno, ne vem, smo bili preveč optimistični, ampak se je delalo naprej. Še ena dama v delavskem kombinezonu. Ste opazili, da imamo vedno en in isti delavski kombinezon? Za dame, jasno. Zdaj ne imamo. Se sebe zastopil, kaj? Je Boško bil. Dobitna kombinacija za... Čisto zares me malo razočarala. Honor father. Lucija Čirović je zavrila originalne dele številke nazaj na pločevino in smo tako na nek način kombi vrnili identiteto. Potem smo imeli pa v delavnici 3 modele, kakor da bi bili bratje. Cel kup mišic in take posebne frizure, svetleče glave. Na Birbulju. Tako partizansko sakuide. Meni sta bila Filip in Blaž totalna modela, v vlogi, v kateri ju nismo vajeni, ampak sta se odlično znašla. Mimogrede, zagotovo zanima, po kakšnem ključu izbiramo goste, ki prihajajo v delavnico. Enostavno vsi delavci so tudi solastniki odpisanega, namreč projekt so podprli v crowdfunding kampanji na Adrifundu, po domače dali so cekin. Tudi tale akcija z Jožetom Robežnikom je bila meni ful cool. Naredil je tak nosilc prtljažnika. Poglejmo. Imaš kakšno makro lečo, da gremo še pogledati vse te detajle, ki so res pač na nekem čist drugem novem nivoju. No, pred počitnicami pa smo se spet oglasili tukaj na kraju zločina. Po točno enem letu, odkar smo kombi potegnili z reke, smo naredili eno rožico. Točno tole pločevinasto rožico. Kaj? Bilita malo. Si delamo malo. Ne se samo premalo. Še enkrat hvala Gaši in Moni, huda rožica, mislim, da se vsi strinjamo. Še vedno je tukaj, čaka polna odpiračev, postrežite si. No, seveda je bilo to treba potem tudi posaditi rožico. Za to opravilo sem poklical kar vse frende, ki so točno pred enim letom pomagali vleči avto iz struge. Točno tukaj. Opa, Birbulj. Ok, potem smo se odpravili na počitnice, poletne počitnice. Tadej njegova ekipa v delavnici je šla na morje, jaz sem pa šel majčkeno raziskovati zgodovino in se potepal naokrog. Dobrodošli v Izoli. Robi človek, ki nam je povedal za lokacijo kombija, torej točno to lokacijo, je imel nešteto anekdot in hude avte v graži. Potem smo šli v Wolfsburg, v Nemčijo, na največje srečanje Volkswagenovih kombijev. Preko 1000 jih je bilo. Samo na hitro. Bam! In počitnic je bilo konc.
dela v delavnici so se nadaljevala. V bazi se nam je oglasil Gregor Žvab in naredil ritko. Evo ti špeh, rit sem ti naredil. Žvabova ritka. Kdaj pa je bilo, recimo, meni najbolj fino, tako, najbolj fino za jest, ko so prišli jezerški, cela familija, Luka in bratje in fotor in nečak, še tam njama so imeli s sabo. No, če se spomnite, še enkrat smo imeli celo vojsko. Takoj naslednjo epizodo smo imeli celo vojsko vajencev. Od vajencev pa kar k pravim mojstrom. Mojstrom marketinga. Aleš Lisac je s svojimi nasveti pomagal predvsem Tadeju. Meni pa predvsem zvišal ceno projekta. No, ta je bila tudi dobra. Luigija smo vzdigovali. Najprej Tadej, pol pa še vidva z Alešem. Kaj je bilo pa najbolj odbitga v delavnici, ko je prišla Rebeka Dremelj? Mislim, kot bi imeli vihar v Sneberjah. Te pa fanti v delavnici ful lepo pospravljeno, to pa moram reči. Važno, da se znajdemo. Vse? Ker vidim zdaj, da že 5 minut rokavice iščete. Nisem čisto sigurna, kako se znajdete. Če je bila Rebeka vihar, potres, pa je bil Jure Sešek pravi balzam. Naredil je odprtino za tankat. Nameski zasrl res, da veš. Ok, Bulli banda, to je bil hiter povzetek dogajanja v 26 epizodah, to, kar gledate 27. Pridite v Rižano po tele odpirače, spet sem na filu. Mi pa se naslednji teden vračamo, spet v delavnici CRC. Zanima, recimo, kdo bo nov delavc. Jaz že vem, vi boste zvedeli, če se boste naročili na nove epizode, vrnite odpisanega. Tako da kliknite subscribe, da vam ne uide nova redna epizoda. Bodite pridni!